Lep pozdrav vsem. Drugi vikend v letu, ko se življenje že povrne v vsakdanje tire, se v naših krajih spomnimo tudi dogodkov, ki so se neizbrisno zapisali v naš zgodovinski spomin. Spomnimo se obdobja, ko je naš narod trpel pod okupacijo sovražnika, ki se nas je odločil izbrisati iz tega prostora. Tudi na tem mestu je bila prelita slovenska kri, tudi tu smo Slovenci plačali ceno prihajajoče svobode. Komemorativna prireditev, ki poteka na tem mestu in v tem času že vrsto let, je vedno dobro obiskana. Tu se srečujemo člani Zveze borcev za vrednote narodnoosvobodilne vojne, simpatizerji slovenskih borcev, sorodniki žrtev. Z leti so v mnogih okoljih začeli organizirati skupinske pohode in udeležbo na slovesnosti. Lani smo se tako na prireditvi spomnili, da ravenski taborniki že 40 let zapovrstjo prihajajo sem, kmalu na to so jim sledili tudi mladi ravenski planinci. Poseben fenomen je osnovna šola Juričevega Drečka. Šola nosi ime tu ubitega talca Andreja Kotnika, najmlajšega med žrtvami. Šolarji že vrsto let pripravljajo del kulturnega programa, šola pa pomaga organizatorjem tudi pri organizaciji prireditve. Organizatorji se držimo tradicije in za dan komemoracije izberemo vedno soboto, najbližjo datumu dogodka, ki se ga spominjamo. Tako se tu srečujemo v različnih vremenskih pogojih, včasih je to prava zima, drugič pa se že sluti prihod pomladi. Najbolj so mi v spominu ostala srečanja, ko smo zjutraj zakoračili v sveže zapadel sneg, spomnim pa se tudi proslave, ki smo jo nastopajoči izvajali pri temperaturi -21 stopinj Celzija. Dovolite mi, da vse navzoče v imenu organizatorja komemoracije občinske organizacije Zveze borcev za vrednote narodnoosvobodilne vojne Ravne na Koroškem pozdravim kot njen predsednik in se zahvalim, da svojo navzočnostjo izkazujete spoštovanje do žrtev in do partizanskega boja. Še posebej želim pozdraviti svojce tu pobitih talcev za vsakokratno aktivno udeležbo na teh srečanjih spomina. Pozdravljam tudi vse praščake, ki so s prapori polepšajo slovesnost in ji podajo poseben pomen. Pozdravljam tudi častne goste. Letos so med nami poslanec v Državnem zboru Jani Prednik in župani domače in tudi sosednjih občin, zdaj točno ne vem odkot. Povabljeni so bili tudi občinski svetniki ravenske občine in svetniki vaške skupnosti Dobrje. Vsakega, ki se je odzval, prisrčno pozdravljam. S strani veteranskih organizacij so med nami predstavniki pokrajinskega in območnih združenj veteranov vojne za Slovenijo,
Lep pozdrav in dobrodošlica. Pozdrav namenjam tudi predstavnikom organizacije Zveze borcev za vrednote narodnoosvobodilne vojne Mežiške doline in Dravograda in generalnemu sekretarju glavnega odbora Zveze borcev Slovenije Aljažu Vrhovniku. Še posebej dobro se mi zdi, da lahko med nami pozdravim tudi predstavnike Zveze koroških partizanov iz Pliberka. Prireditelji te slovesnosti se držimo precej stalnega repertoarja prireditve in tudi soprireditelji so precej stalni. Tak sodelavec so tudi učenci in kolektiv Osnovne šole Juričevega Drečka. Tudi letos so vas že pred začetkom prireditve dočakali z lončkom vročega čaja, učenci pa so z učiteljicami pripravili tudi kratek kulturni program. Lani sem ob najavi tega prispevka šole posebej omenil začetnico tega sodelovanja, nekdanjo ravnateljico šole in tudi sestro tu ubitega Kotnikovega Drečka, Marijo Štandeker. Pred nekaj meseci je umrla in naj delček našega spomina namenimo danes tudi njej. Učence pa prosim za njihov prispevek. Bosa pojdiva, dekle ob sorej. Bosa pojdiva prek zemlje trpeče. Sredi razsanjenih češnjevih vej strežem ti nežno v dlani koprneče. Beli so češnje cvetovi, temni pretemni so talcev grobovi. Kakor ponosni galebi nad vodo, taki so pali za našo svobodo. Bosa pojdiva, dekle ob sorej. Bosa pojdiva med bele cvetove. V krilo nalomeva češnjevih vej, da jih ponešeš na talceve grobove. Zdaj nikjer ni več zavetja, da ohranili misli bi na kočo in na vaše melodije. Požgan je dom in zadnji bor žignije. Daljni bori, davni bori, tam lepenske grape gore, tajno pojamajoči zbori. Starcev, ki ste pravili povesti o dobroti srca, o lepoti sveta. Moj požgani dom. Gozdovi beli so odeti v svečeniško haljo, prek pol vijo se ozke steze v nedogled, za njimi ena sama dolga sled. Nad njimi žice pnu se vdaljo, ves kraj je čudno nem, le dvoje sivih vran je odletelo v južno stran. Izdalje čul sem kakor rekveim, kaj bo z japonsko, kaj s kitajsko, k letu, kdo bo v Španiji gospodaril, še svet bo svoj obraz ohranil in spet sem sam v tem belem svetu. Vprašanje mučno je z menoj, kaj le s teboj bo narod moj. Da se mu zahvalim za njihov prispevek. Vsi veste že, da se mi učencem za njihov prispevek tradicionalno zahvalimo z vrečko čokolade. Posladkajte se, ali? Lani je nastopu učencev sledil nastop recitatorke. Letos smo za literarni vložek zaprosili poznanega domačina, predsednika Ravenskega društva upokojencev Jožeta Prednika, tudi člana občinskega sveta na Ravnah. Jože nikoli ne skriva, da je ljubitelj lepe besede, tudi svojo pesniško zbirko je že predstavil. Nič mu nismo sugerirali, kaj naj pripravi za današnji nastop, sam je izbral in sam ga bo tudi predstavil. Jože, prosim. Pesem Pogovor ptičke z mrtvim partizanom je bila napisana po vojni in prvič objavljena v takratnem Cicibanu leta 1947. Pozneje je bila še objavljena v Berilu za 3. razred osnovne šole leta 1953. Iz te knjige je tudi tale
posnetek. Primerna tistemu času je tudi vsebina, ki opisuje obnovo domovine, delovne brigade in v petletki pa kmetovanju, predvsem pa kako se ljudstvo trudi in gradi, da si ustvari lepše dni. To pesem sem zbral zato, ker me spominja na prizor ob koncu vojne, to je bilo sredi aprila, na mladega fanta, partizana, ki je neko jutro obležal pod smreko blizu moje rojstne hiše. V šoli smo se učili takrat veliko pesmi na pamet in nekaj mi je ostalo tudi še od takrat in bom zdaj tu povedal oziroma prebral. Napisala jo je Vera Albrecht, ki je pisala za otroke in pa za mladino, pa tudi ostale stvari še. Pogovor ptičke z mrtvim partizanom. Pod smreko v gozdu pokopan počiva partizan neznan in vsako noč na isti kraj se vrne ptičica nazaj. Ko že na zemljo pada mrak, težko jo čaka mlad junak. Povej mi, ptičica zapoj, kako živi zdaj narod moj? Na grob mu sede ptičica in z njim v samoti pokramlja. Odšla sem danes zjato ptic, da ti prinesla bi novic. Na progi polno je brigad, nov svet gradi zdaj narod mlad. Lopate, krampi se iskre, vsi delajo se vesele. Zavzdihne partizanček mlad, kako bi bil med njimi rad. Ko drug večer spet prileti, mu ptičica zažvrguli. Na polju več ne orje plug, zdaj konec kmetovih je muk. Strnišča traktor je zoral, ne konj, ne kmet ne bo garal. In partizan spet spregovori, težko se v črni zemlji spi. Ko v tretje ptička prileti, se partizan spet prebudi. Kaj videla si, mi povej, težko mi je v samoti tej. In ona mu odgovori, vse ljudstvo dela in gradi, da si ustvari lepše dni, za kar si ti življenje dal, bo narod zdaj nadaljeval. In ko preteklo let bo 5, spremenil se pri nas bo svet. Mlad partizan se nasmeji in ptički mali govori, zdaj ne želim se več otod, saj narod moj gre pravo pot. Jože ne dobi čokolade, bo dobil nekaj drugega. Zadnji praznik dan upora proti okupatorju smo v okviru Združenja borcev Mežiške doline praznovali v Črni na Koroškem. Vsem udeležencem je slovesnost ostala v lepem spominu zaradi čudovitega programa, pa tudi zaradi odmevnega govora slavnostnega govornika, častnega občana Črne na Koroškem Marjana Lačna. To je bil en povod, da smo tovariša Lačna zaprosili, da bi bil naš današnji slavnostni govornik. Drugi vzrok pa je bilo vedenje, da je njegov oče, partizan Ivan Lačen, bil zadnjih 11 dni življenja tu pobitih talcev zaprt skupaj z njimi v dravograjskih gestapovskih zaporih. O tem je pisal tudi v Koroškem Fužinarju, prepričani pa smo, da je kaj več povedal tudi svojemu sinu. O tem, pa tudi o današnjem času, ki ga živimo, nam bo sedaj spregovoril Marjan Lačen. Prosim. Spoštovani prisotni, drage tovarišice, dragi tovariši. Trda zima je bila na jutrišnji dan pred točno 75 leti, ko se je 7 mladih mož pretepenih in bosih, brez iskrice upanja utiralo pot iz Dobri na ta posvečeni prostor. V njih ni bilo upanja za njihova življenja. Zanesljiv pa v njih ni ugasel ogenj upanja in borbene želje za lepši, svoboden dan slovenskega naroda. Njihovi zadnji dnevi, življenja skoraj na pragu svobode,
so potekali v neizmerni bolečini, ki si je danes še tako bujno domišljijo težko predstavljamo. Za njimi so bile grozote gestapovskega zapora v Dravogradu, pred njimi pa nečloveško trpljenje do tega prostora. In tukaj, na tem mestu, ki ga mi doživljamo z globoko žalostjo in pieteto, poizkušamo sedaj storiti nekaj več. Pojdimo globoko v sebe. Podoživimo ta trenutek, za trenutek čas pred 75 leti. Predstavljajmo si 7 do skrajnosti izmučenih mož, zazrimo se v njihove oči, ki so v tem trenutku izgubile še zadnji kanček upanja za rešitev. Prestrezimo njihov z grozo prežet pogled, ki samo še v daljni, nedoločeni prihodnosti vidi rešitev svojega trpljenja. In na to odrešujoč konec. In seme smo svobode vaše, kot je zapisal dr. Franc Sušnik. Da, seme so svobode naše. In to kakšno seme? Seme, ki je vzklilo ter kleno rastlo in bogato rodilo. Dolga leta smo na njihovem trpljenju in žrtvovanem življenju za svobodo gradili ponosne temelje naše ljubljene domovine. Hvaležni smo jim bili za njihovo žrtvovanje, za naš boljši danes in jutri. Tudi oni bi rajši uživali svobode in sadove nove domovine, a usoda je hotela drugače. Zato njihove žrtve ne smemo nikoli pozabiti, nikoli zamolčati. Zavedati se moramo svetosti njihovega poklona domovini. Domovini, katero so ljubili in so brez kakršnekoli preračunljivosti stopili v bran njene prihodnosti. Šli za njo v boj za samostojnost in neodvisnost. Ta njihova odločitev je bila čista, kot najčistejši kristal zemeljske globine. To čistost ne smemo mazati s prekorajevanjem resnice, z drugačnimi razlagami. Z današnjimi očmi, s prilagojenimi pogledi na pretekle dogodke, iz lagodnosti na kavču, je zelo lahko prilagajati resnico sebi v prid. A je to do skrajnosti nepošteno in sprevrženo dejanje. Pa ravno to nekateri poizkušajo že kar nekaj časa in še kar vztrajajo in vztrajajo na tistem resnično močnem principu, ko neštetokrat poveš neko neresnico, le tista postopoma postaja resnica. Tega ne smemo dopustiti. Nikoli in nikdar ne smemo priuniti v gnili kompromis, da so bile te žrtve tukaj pri Sveti Neži, kot tudi širom po Sloveniji, zastonj oziroma brezsmiselne. S takšno privolitvijo bi njihova življenja neizmerno uskrunili še enkrat. Zato se moramo, vsaj skromno, primerjati s tukajšnjimi žrtvami in se po vseh svojih močeh boriti za resnico in s tem tudi za svojo spokojno vest, da je samo narodno-osvobodilna borba v prelomnih letih 41-45 bila edina in prava častna odločitev slovenskega naroda. Vse drugo so bile stranpoti, ki jih danes seveda lahko kot takšne tudi sprejmemo v interesu sprave slovenskega naroda. V nobenem primeru pa jih ne moremo imati kot primerljive in enakovredne častni partizanski borbi. Samo ta borba je rodila svobodno in častivredno Republiko Slovenijo, ki je lahko ponosno stopila v korak s silami zaveznic. Najbolj pogost argument nasprotnikov NOB-ja je ta, da bi nas lahko osvobodili zavezniki, mi pa bi do takrat v miru skriti ždeli v nekem brlogu brez nepotrebnih žrtev. Vsaj dva argumenta sta proti, ki takoj v celoti zatreta takšno nerealno razlago. Prvič, kaj če bi na nacifasistično agresijo vsi tako oportunistično reagirali in čakali, kar se bo zgodilo, se bo pač zgodilo. In drugič, kako bi lahko s ponosom in samozavestjo kot narod pogledali v oči svojim osvoboditeljem kot nekdo, za katerega so drugi ljudje umirali. Zaradi tega v imenu vseh žrtev nikoli ne moremo in ne smemo pristajati na kompromise z nasprotniki partizanskega boja,
na račun niti najmanjšega odstopanja od absolutne resnice, da je bil ta boj edina prava pot častne osvoboditve našega naroda. Seveda so bile na tej poti tudi odstopanja in napake, posebej po osvoboditvi, in mislim, da pri tem grešimo vsi levo usmerjeni ljudje, kot tudi borčevska organizacija, da teh napak ne priznamo, se do njih nejasno opredelimo in jih s tem jasno označimo kot zavržen stranski produkt, kot se to dogaja pač v vseh borbah tekom cele človeške zgodovine. Če bi torej to jasno storili, bi doživeli nekakšno katarzo, bistvo in rezultat narodno-osvobodilnega boja pa naredili čist, ki mu nihče ne bi mogel ničesar oporekati, vsaj s poštenim odnosom do samega sebe ne. Tako pa se vse prevečkrat zapletamo v verbalne in ideološke boje z nasprotniki, brez potrebe in predvsem z branjem nečesa, kar ni potrebno braniti, saj nam mora biti takšno razpravljanje izpod vsake časti, in to moramo vsem, ki kakorkoli žalijo partizanski boj, ponosno pokazati. In pri tem zavedajoč se in tudi odkrito pokazati, da tisti, ki ne priznavajo osvobodilne borbe, v sebi nosijo travmo krivde do slovenskega naroda. In bolj ko so glasni, večja je ta travma in tudi krivda. Kar nekaj napak smo po letu slovenske osamosvojitve 91. leta naredili vsi, ki nam je partizanski narodni boj velika vrednota naši generaciji. Največja pa je bila brez dvoma ta, da smo se v tem času kar nekam poskrili, tiho prinašali napade na polpretekli čas, požrli kar kakšno žalitev na račun boja, v katerem je na pravi strani padlo kar nekaj nam dragih in znanih. Malo verjetno zaradi strahu, malo zaradi upanja, da gradimo novo vsestransko pošteno družbo. Počasi pa smo se začeli ozaveščati, da temu pač niti slučajno ni tako in da si bo treba tudi v novi državi svojo resnico in pravico pač priboriti. Mislim, da so danes naše glave precej bolj dvignjene, ne sicer še čisto, a pot, na kateri smo, je prava. In nadaljevati jo moramo, da bomo žrtvam, katerim se danes poklanjamo, lahko čistega srca in duše pogledali v oči in rekli: vaša žrtev je naš dolg, vaša žrtev je naš opomnik, vaša žrtev je rodila sad, ki se znova in znova oplaja. Spoštovani prisotni, usoda ali kaj vem kaj je hotela, da vam imam jaz danes čas prigovoriti te besede. Če bi bilo samo malo drugače, te možnosti ne bi imel. Juričev Drejček, eden izmed teh 7 mučenikov, in moj oče, oba sta bila dobri, sta namreč skupaj pretrpela zadnje dni Jurečkovega življenja v gestapovskih zaporih v Dravogradu. On je tudi zadnji, predvidevam, ki je preživel te zapore in videl Drejčka živega. Mogoče je moj oče preživel te zadnje dni tudi z drugimi 6, a jih verjetno ni poznal, tako vsaj sklepam iz njegove pripovedi. Hude preizkušnje sta zadnje dni pred smrtjo preživela skupaj. Če jih merimo z današnjimi mirnodobskimi merili, je kar težko verjeti, kaj človek lahko vse preživi in izide brez usodnih travm. In ko boste poslušali te besede, poskušajte le te izenačiti z besedami: partizanski boj je bil neresna stvar, in s podobnimi napadi na borce, ki so brez računice preprosto iz domoljubja branili sveto jim očetnjavo. Ravno nasproti moje celice je bila na hodniku tabla in na njej skredo napisana imena. S strahom se vsak dan gledal na tablo, kako so se imena menjavala. Eni so prihajali, drugi odhajali. Kam? Domov ne. Tudi v taborišča jih takrat niso več pošiljali. Bilo je januarja 45. leta. Da, okrog Dravograda so danes njihovi znani in neznani grobovi. Večkrat sem bil med tistimi, ki so jih klicali iz celice, vedno sem mislil, sedaj pa je prišla moja smrtna ura. Prvič, ko sem šel iz celice,
sva se na hodniku srečala z Drečkom. Celo spregovorila sva nekaj besed. Zaupal mi je, da ima hude glavobole, ker ga je gestapovec vrgel v zid. Zaprt pa je bil v temi v celici brez oken. Drugič sva se videla, ko so naju vlekli s seboj na hajko na Ojstrico. Bili so SS-ovci in vojaki Wehrmachta. Ko smo prišli v gozd, so nama dali kramp in lopato. Prepričana sva bila, da greva sebi jamo kopat. Bil sem čisto utrpel, ne da se opisati, kaj sem takrat doživljal. Spominjam se le, da sem pomislil, mati ne bodo nikoli izvedeli, kje sem pokopan. Nato pa so pripeljali druga dva nesrečneža in jo pred nama ustrelili. Midva pa smo jo morala zakopati. Naju pa so nato peljali čez cel Dravograd in naju kazali, češ spet smo dobili dva partizana. Čez nekaj dni, ko so zavezniki bombardirali most, so zopet prišli po mene in tudi Drečka. Peljali so naju do mosta in nama pokazali dve jamici v mehkem peščenem nasipu in rekli: notri so neeksplodirane bombe, izkoplita jih ven. Nato so šli v dobro varovan zaklon. Začela sva kopati, kako je bilo, ne vem čisto točno. Le to vem, da sva se histerično smejala in se pogovarjala, kako se bova enkrat spominjala te rabote. Ko sva jih našla skoraj 1 meter globoko, naju je gestapovec poklical k sebi in vprašal, če jih znamo razminirati. Pa je Drejček rekel, da ne. Gestapovec ga je tako udaril, da je odletel daleč po tleh. Jaz si na to nisem upal nič več reči. Dal mi je pribor za detoniranje, prvič mi ni uspelo, pa sem moral še enkrat k bombama, takrat me je resnično imelo, da bi detonacijo kar pri bombi počakal, pa sem le šel stran in eksplozija je drugič uspela. Takrat sem Drečka zadnjikrat videl. Šele po osvoboditvi sem zvedel, kje in kako je končal, čeprav sem globoko v sebi točno vedel, kaj se je z njim zgodilo. Jaz sem moral še nekajkrat na raboto in takrat so bili trenutki, ko sem se moral silo ubraniti misli, da nisem manj vredno bitje od tistih, ki mi delajo to zlo. Na koncu mi je usoda prizanesla, dočakal sem težko pričakovano svobodo. Dragi tovariši, tovarišice, dragi prijatelji, težka, a častna je bila borba slovenskih partizanov in njihovih pomečnikov. Na temeljih njihove borbe in žrtev smo zgradili domovino Jugoslavijo. Na njenih temeljih je nastala samostojna Slovenija. Brez partizanskega boja, brez Jugoslavije, tudi samostojne Slovenije ne bi bilo. Zato je naša sveta državljanska dolžnost, da ti temelji ne bodo nikoli pozabljeni, da naj bodo trajno spoštovani. Če jih bomo pozabili ali uskromili, bomo zanikali svojo lastno bit, si bomo spodrezali lastne korenine, s tem pa izgubili spoštovanje drugih, najbolj pa bo prizadeto lastno samospoštovanje. Le to pa je osnova zadovoljnega in klenega naroda ter posameznika v njem. Hvala. Hvala Marjanu Lačnu za njegov govor. Nadaljujemo s programom in sicer nadaljujejo ga pevci mešanega pevskega zbora Markovič Kristl Mato. Zaplovi pisem borb in zmage preko gma in gora, zaplovi pisem divizije 14 v svit. Ponesi Tomšiča do Šercerja do Bračiča, po vsej slovenski zemlji in prekali z njim srca. V borbo 14 juriš, naj se razgleda prik sveta, dvignimo puške in naprej junaško, si za komandantom boj naprej. V borbo 14 juriš, naj se razgleda prik sveta,
komandantom boj naprej. Ko domovina stane iz trpljenja in gorja, takrat bo 14. zmagovito stopala. Takrat med prvimi bo stala vrsti divizij, ki so borile se za boljše in srečnejše dni. V borbo 14 juriš, naj se razlika prik sveta. Dvignimo puške in naprej junaško, si za komandantom boj naprej. V borbo 14 juriš, naj se razlika prik sveta. Dvignimo puške in naprej junaško, si za komandantom boj naprej. Postoj, dormimo griž, postoj, dormimo griž, takrat je svet. Iz pragerja
Pevcem mešanega pevskega zbora Markovič Kristel Mato se za njihovo izvajanje prisrčno zahvaljujem. Sledi polaganje venca. Nismo naprej določili polagalcev, zdaj gledam po obrazih in mislim, da so moje oči našle neki ljudi, ko se boste vsi strinjali, da si zaslužijo, da danes položijo venec. Kot prvega bi omenil predlago generalnega sekretarja Zveze borcev Slovenije in podžupana Ravenskega Aljaža Vrhovnika, potem poslanca Državnega zbora Janija Prednika in med nami je tudi predstavnica Zveze koroških partizanov iz Pliberka, Mojca Koletnik, stalna spremljevalka prireditev. Lepo prosim, da sodeluješ. Del tradicije te prireditve je tudi, da pred zaključkom damo besedo navzočim, če kdo od navzočih želi spregovoriti, da stopi sem in pove svojo misel. Mojca. Ja, lepo pozdravljeni, če sem že tukaj, bom pa izkoristila priložnost, da bom rekla, lepo moramo se spominjati naprej teh dogodkov, ko so bili, kajti svoboda, mir, to vse temelji na stvareh osvobodilnega boja. Ti fantje, ko ležijo tukaj, ti so dali nam to, kar imamo mi danes, kar vse premalo cenijo danes ljudi, da je mir ni samoumevno. Mir, svoboda, to so vrednote, ki jih moramo spoštovati in za nje vsak dan nekaj narediti. Premalo se ljudje zavedajo tega. In pri nam je tako, da moramo se mi vsako delo, ko naredimo, vsaka spominska proslava, to nas ocenjujejo potem, kako mi gledamo na te partizanske prireditve, kako negujemo grobove partizanov. Pri nas je pač tako, da naš narod gor gleda to in mi gledamo, da imamo to vse urejeno, da se spominjamo na te ljudi in s tem smo vzgled tudi naši mladini. To bi bilo za to in hvala lepa. Hvala lepa, Mojca. Spoštovani navzoči, preden se razidemo, naj se še enkrat zahvalim za vašo navzočnost na današnji slovesnosti in vas že sedaj vabim, da pridete sem tudi ob letu v Sore. Želim vas obvestiti, da bo naslednja prireditev na tem mestu 9. januarja 2021.
Vsem, ki ste sodelovali v izvedbi programa, tisti, ki sem jih omenil med programom in tudi tisti, ki jih nisem omenil, se še enkrat zahvaljujem. Ravenske godbenike pa prosim, da tako kot so začeli današnjo prireditev, to tudi zaključijo in s partizanskimi melodijami pospremijo odhod prapoščakov in vseh nas prisotnih. In vsem želim varno pot domov. Thank you.